prebrisaneje glave, pa še veseljak in pol. Je peral navihane narave, vsako lepša dan minov. Sestajava se ob večerih, marsikaj poveva si. Ob vseh poljubih tisočerih, pa si krajšava noči. Sem včeraj se odločil, kar z njo se bom poročil. Je lica lepega in dobrega srca. In če bo moja žena, bo srečno poročena. Jo ljubil bom za 3 do konca svojih dni. Bo moja žena, bo srečno poročena. Jo ljubil bom za 3 do konca svojih dni. Moj fant prebrisaneje glave, vprašal prej je mamico. Se spomnil je manire prave in prinesel rožico. Sinoči mamica dejala, na 4 oči. Če boš predolgo ga čakala, kako ptiček ti zbeži. Kako lepo nam bo na ohce ti se rajala po 3 noči. Še očka se bo v polki zavrtil, reširen vas vesil. Očka se po polki zavrtil, reširen vas vesil. Dober večer in dobrodošli, dragi prijatelji, v naši veseli družbi. Res bo veselo nocoj, predvsem pa tudi navihano, kajti z nami so navihani muzikanti in jaz verjamem, da nam bodo danes svojo glasbo še kako polepšali nocojšnji večer. Niso edini glasbeni gosti, ki bodo z nami v naši nocojšnji četrtkovi podoknici, ampak lepo po vrsti moramo iti. Najprej seveda navihanim dober večer in dobrodošli ponovno v našem studiu. Jure, oziroma Žiga, pridi k meni. Ne vem, zakaj sem jaz toliko navajen na tega Jureta, ne? Mogoče zaradi tega, ker je ravno toliko star, kot je stara moja oddaja, ne? Takrat, ko sem jaz začel z oddajo, se je pravzaprav Jure rodil. To smo ugotovili pred začetkom nocojšnjega druženja. Navihani muzikanti, ko sem vas pred oddajo malo vprašal, kaj je novega, ste rekli nič novega, vse po starem, nič se ni kaj zgodilo, se pa bo prav gotovo v soboto. Navihan večer, ki je zdaj v finalni fazi priprav in vsega tega. Kaj še vam manjka, kaj še morate postoriti do sobote? Mislim, da imamo že sedaj imamo kar vse parajt. Jutri začnemo s pripravo dvorane, tako da imamo vse na kupu, sam zložimo skupaj in sobota akcija. Večkrat se pogovarjamo v mojih oddajah, ko glasbeniki omenjajo oziroma najavljajo svoje koncerte, da je to za glasbenike kar zahtevna naloga, predvsem zaradi tega, kajti verjetno imate tudi vi dovolj dela z vašo pripravo, se pravi, kar se glasbe, nastopa in tega tiče. Poleg tega se pa morate ukvarjati že s 1001 stvarjo, kar se organizacije tiče, promocije, pa rekel si dvorano treba urejati. Skratka, vse počnete sami. Tako je, navihani muzikanti res vse počnemo sami. Tako kot koncert pripravljati začnemo že kar kakšne pol leta prej. Vse naredimo sami, sceno, vse, tako da priprave potekajo. Konec konca potem tudi kasirate sami, ne? Ja, velik tisko je delo, kak koncert, vemo, da koncerta ni velik. Tudi pa navihani muzikanti to delamo za naše poslušalce, naredimo koncerti tudi brez vstopnine,
imamo tudi samo prostovoljne prispevke, kjer želi, da lahko kaj Da nekaj premakne, pomaga, da nekaj pomaga. malo Ne? Ja, sej vemo, kako tečejo zadnja leta takšne stvari, ampak o tem vašem glasbenem dogodku bomo seveda nocoj kar dosti govorili, kljub temu, da si mi rekel, pri nas se nič kaj novega ni zgodilo, pa vendarle je že vsaj leto dni, ne, odkar ste bili nazadnje. Tu se mi zdi, da je lani takšen čas, ali kdaj ste imeli lani? Predlani celo. Lani ni bilo tega navihanega koncerta? Ne, večera. Lansko leto nam pa žal ni zneslo. Ja? Bili smo preveč zasedeni in da pa kar nekaj na hitro skupaj spraviš, pa tudi ne gre. In smo rekli, lansko leto naredimo eno tako kratko pauzico, zato pa letos pripravljamo en tak prav poseben večer. Tole mi je malo ušlo iz spomina, ampak nič za to, vse smo zato tukaj, da se popravimo in povemo prav tako, kot se šika. No, kljub temu pa se je v tem času seveda pri vas dogajalo. Kaj počnete? Ja, tako je, Navihani muzikanti še vedno smo pridni, delamo, snemamo, ampak smo pa res v zadnjih 2 letih malo manj naredili, ker smo res bili zasedeni z nastopi in služba in to in nam mečka ne ratuje tak, ampak imamo pripravljeno dosti od zadnji materijala, tako da bomo začeli snemati in tudi naslednje leto pripravljamo izid novega CD-ja, tako da smo pridni. Ok. Jaz samo dam še napotek našim gledalkam, gledalcem, da počasi pripravijo svoje telefone, kajti tudi nocoj bomo nadaljevali z nagradno igro, ki jo skupaj pripravljamo z prodajalno svetil OK LED iz Mariborske 86. Danes podelili zopet eno imenitno praktično nagrado in vsi tisti, ki boste sodelovali tudi nocoj, boste sodelovali v našem zaključnem žrebanju 19. decembra, ko bomo podelili glavno nagrado. Več o teh nagradah, kakšna je tista glavna za tiste, ki mogoče tega še ne veste, in pa v današnji tedenski oddaji bom povedal malo kasneje. Žiga, jaz ti vzamem tale mikrofonček, prosim, če greš na svoje mesto. Jaz pa zdaj letim še samo do Melite. Dober večer, seveda, vsem skupaj še enkrat. Melita, se veš, ženski del ansambla je vedno tist, ki smo ga moški še posebej veseli, ne? Ja, res je. Lej, fantje, vem, da pridno delajo, tudi drugače pridno ustvarjajo. Večkrat vprašam pevke oziroma članice ansambla, če so one šefice, kako je pri vas? Ja, ne bi jaz ravno rekla, da sem šefica, sicer občasno me malo zanese, ker sem pač v takšnem poklicu, ampak načeloma pa nimam se ravno za šefico. V kakšnem poklicu pa si? Vzgojiteljica sem v vrtcu. Vzgojiteljica, ja. Boljše kot učiteljica, ne? Učiteljice so še bolj hude, ne? Vzgojiteljice ste bolj prizanesljive, ne? Ja, res je. Ampak ok, pustiva te stvari ob strani, v soboto smo že malo omenili, ne? Navihan večer. Tako je. 7. po vrsti. 7. po vrsti, ja. Pripravljate kaj posebnega? Kaj vse bodo ljudje videli, ko bodo prišli na ta vaš glasbeni dogodek? Ja, v bistvu Navihani muzikanti imamo z nekim razlogom ta naziv Navihani muzikantje. Tako da tudi na Navihanem večeru se bodo dogajale navihane stvari. Ok. Verjetno ne boste sami? Ne, ne bomo sami. Kdo bo z vami? To lahko že kaj povemo ali vse ostaja skrivnost? Nekaj nastopajočih vseeno lahko izdamo. Z nami bodo ansambl Ceglar, potem ansambl Slovenski Pjebi, ansambl Petovja kvintet, Fantje dveh dolin. Dovolj? Ok. Bo jih lepa število, ne? Res je. Ampak hranite presenečenje za vse tiste, ki bodo tam z vami v dvorani. Ja. Je še kaj vstopnic na voljo? Nimamo vstopnine. Ni vstopnine, ja, pardon, vse sva prej povedala, ja, prostovoljni prispevki. Kako pa potem se odločite, kar se prostora tiče, ne? Pač počakate, da je dvorana polna in ko ne gre več notri, pač ne gre. Do zdaj smo imeli še vsako leto tako srečo, če lahko tako rečem, da je bila dvorana res zapolnjena do zadnjega kotička. Tako da priporočam tistim, ki imajo namen priti, da pridejo mogoče malo prej, da bodo res si zasedli svoj stol, da ne bodo potem stali. Ok, zaenkrat hvala lepa in izvolite. Enako, hvala. Ko odpravim se,
Takole, dragi prijatelji, jaz upam, da so vaši telefoni pripravljeni. Prav kmalu bomo tudi mi postregli z našo, vam seveda dobro znano telefonsko številko, na katero se nam lahko oglasite in sodelujete z nami. Jaz sem rekel, da bomo tudi nocoj nadaljevali z nagradno igro, ki jo pripravljamo skupaj z prodajalno OK Led čez nekaj trenutkov. Žiga pa je zopet ob meni. Evo. Žiga, ti ne boš sodeloval v naši nagradni igri, ne? Ne, bom prepustil gledalcem. Ja, ker nimaš telefona, ne, da bi poklical, ne? Ja, tako. Ok, bova prav kmalu midva dobila besedo. Zdajle pa je čas, dragi prijatelji, da osvežimo spomin in seveda si pogledamo, kakšna je tista glavna nagrada, ki bo dobila novega lastnika 19. decembra v naši letošnji zadnji oddaji v živo. Tole je robotski sesalec V-tak. 3 v enem mu rečemo to zaradi tega, kajti on sesa, suho briše in tudi mokro briše. Zelo uporabna, krasna zadeva. Torej tale robotski sesalec, ki drugače v prodajalni OK Led stane 290 €, bo dobil brezplačno nekdo, ki bo imel tudi srečo v našem zadnjem žrebanju, torej v zadnji zaključni oddaji bomo upravili finalno srečanje. V tem žrebu sodelujete vsi, ki ste do danes poklicali in ki sem zapisal vaše imena in telefonske številke in ki boste poklicali danes in še do vseh oddajah do konca, skoraj do konca letošnjega leta, torej sem že večkrat povedal, 19. december bo tisti datum, naša zadnja letošnja oddaja v živo. Torej, prodajalna OK Led iz Mariborske podarja tole glavno nagrado, prav tako pa podarja tudi tedensko nagrado. Danes je tale prenosni zvočnik V-tak, ki smo ga že tudi stestirali tukaj v naši oddaji, zato danes to ne bomo počeli. Skratka, tale prenosni zvočnik bo pa danes dobil že novega lastnika. Jaz bom vsako rundo pogovora z mojimi gosti namenil nekaj časa vam in pa vašim telefonskim klicom, da nas boste poklicali na znano telefonsko številko 090 93 61 22 in nekdo je zdajle že z nami. Dober večer. Dober večer. Vi pa ste? Ivan. Ivan, že pišem še vašo številko, gospod Ivan. 041. Ja. 557. 557. Ja. 532. 532. Ja. Ok, hvala lepa. Lahko noč. Lahko noč, gospod Ivan. Bomo držali pesti, da bo ob koncu nocojšnje oddaje sreča na vaši strani. Naslednji pa je, dober večer. Dober večer. Slavko. Vladislav. Vladislav. A moram popraviti? Ok, pišem Vladislav. Vladislav. Ni treba. Vladislav, zdaj številko pa morava povedati, ker jo ne vem na pamet. 041. Ja. 763. Ja. 394. 394. Vladislav, hvala lepa za nocoj. Evo, tole je listič z vašim imenom. In naj povem, da tisti, ki večkrat pokličete v oddaje, toliko več možnosti imate tudi pri končnem žrebanju, kajti vsi lističi gredo v zaključno žrebanje. Dober večer. Halo?
Halo, Dober večer. dober večer. Vi pa ste? Olga. Olga. Ja, še številko, prosim. 041 Ja, 041 ja, 975 ja. 783. Hvala lepa. Gospa Olga, lahko noč. Evo, če imamo koga še na telefonski liniji, še hitro en telefonski klic, tega le še v tej rundi, potem pa bomo nadaljevali čez nekaj trenutkov. Dober večer. Dober večer. Vi pa ste? Ja, Štefka iz Radelj ob Dravi. Štefka, še vašo telefonsko številko, prosim. Ja, 88 73 316. A sem prav napisal? 88 Ja, pravilno. 8873 316. 316. To mi je malo čudna telefonska številka. Ja, to je stacionarna. Stacionarna, klicna pa je katera? Klicna. Ja, druge. A pa če dam od mobija. Dajte rajše od mobitela, prosim. 07 nič 700 Nič, 7 nič, 700 ja, 634. 700 634. Sem prav napisal, še enkrat ponoviva, nič 70 700 634. Ja, Ok, hvala lepa. Ja, nasvidenje. Lahko noč za enkrat. Evo, 4 klici za enkrat dovolj. Nadaljujemo v naslednji rundi našega pogovora. Zdaj morava še Žigom reči kakšno pametno, ne? Ko sem videl, kaj imate za nagrado, bom poklical tudi, ko boš poklical. Ponovitveno oddajo bom poklical. Ok, velja. Ok, velja. Bom prihranil nagrado, ne, pa bomo potem že rebala, ja, v redu. Ponovitve, ko smo ravno pri ponovitvah, za tiste, ki mogoče nimate to v spominu, jutri ob 10. uri dopoldan prva ponovitev naše nocojšnje četrtkove podoknice, v soboto dopoldan ob 11. uri druga ponovitev. Prav tako pa nas lahko od jutri dalje vidite oziroma pogledate oddajo na YouTube kanalu Televizije Celje in pa na Facebook strani Četrtkova podoknica. Prav tako pa se bodo vse oddaje, ki se bodo zgodile od začetka sezone, torej od meseca septembra pa do konca junija, do konca sezone, predvajale še enkrat v naših poletnih mesecih, torej julija in avgusta, ste še enkrat, prav tako imate še enkrat možnost videti vse oddaje pretekle sezone. Takole, Žiga, rekel si prihodnje leto želite dokončati vaš CD, ne? Tako je. Ko si rekel, da je enostavno ni bilo časa za neko ustvarjanje, da je bilo veliko nastopov, kam vas vse kličejo? Ja, Navihani muzikanti gremo igrati po celotni Sloveniji, kjer nas pokličejo, tja gremo z veseljem, tam naredimo eno tako pravo žurko. Drugače pa ja, ko ni bilo časa, vsak od nas ima tudi svojo službo, nekateri delamo tudi na 3 smene in tak naprej in včasih je težko skladiti sploh za kakšne vaje, ampak vse najdemo tisti pravi čas in zdaj, kot sem rekel, naslednje leto CD sigurno bo, tako da... Zdaj ste vi skupaj že koliko časa? 8 leto že teče. Tako da bo kmalu tudi še ena okrogla obletnica, ne? Za 10 let, ja. Jo boste potem nekako združili skupaj z Navihanim večerom? Sigurno. Sigurno bo to ta obletnica na Navihanem večeru. Že malo imamo tudi plane za to 10. obletnico, ampak počasi. Najprej sobota. Ne smemo prehitevati. Jaz pa zdaj vabim v naš studio kar naslednje naše nocojšnje glasbene goste, da se pripravijo za svojo prvo skladbo. Z nami so danes tudi Robert Goter trio. Zdaj bodo zaigrali eno poskočno polko, potem pa bomo videli, kaj nam imajo zanimivega povedati. Izvolite.
Robert Goter, dober večer in dobrodošel. Dober večer. Prosim, ja, če si pripneš tale mikrofonček. Dober večer seveda tudi tvojim dvem kolegom. Tako. Robert, danes moramo medva vsaj dve stvari pomembni povedati, ne? Poleg ostalega, kar bova izustila našim gledalkam in pa gledalcem. Prva zadeva, ki je sicer že malo starejšega datuma. Ja. Ti si 2015 izdal ta zadnji Tako. CD, ne? Tako, Zgoščenko na špicih. Ja. Zdaj smo slišali skladbo na špici, ta je naslovna skladba. Okay. Tukaj jaz živim v Lazah pri Velenju, je en hrib, kjer ljudje radi hodijo, taka turistična točka, reče se ji Špica. In ker sem jaz blizu doma in starejši, ko smo, bolj znamo opaziti te lepote narave in tisti kraj, iz katerega prihajaš, zato sem namenil ta naslov na špici. Ja, zelo lepo. Ko smo se pred oddajo malo pogovarjala, da enostavno še nismo promovirali te zadeve v naši oddaji, se mi zdi, da čas zelo hitro beži, ne? Se tebi tudi to dogaja, da včasih gredo zadeve prehitro mimo? Zdaj, če si človek vzame kak kredit ali pa leasing, pol se kar vleče. Se vleče, ja, brez skrbi, ne? Sploh današnji krediti, ki so zelo ugodni, ne? In dolgoročni, ne? Potem se ta zadeva... Drugače pa ja, čas beži hitro. Ja, hitro se mi zdi, ne? Ogromno stvari se tebi tudi na glasbenem področju dogaja. Kaj vse počneš v zadnjem času? No, zdaj najnovejši projekt je stand-up s harmoniko, ki ga bom izvedel v nedeljo 1. decembra ob 17. uri v Domu kulture Velenje. Tu sem si zadal en nov cilj, en življenjski nov cilj, se pravi, vidim neko praznino tu v narodno-zabavni sceni na področju stand-upa. Imamo veliko stand-up komikov, ki pokrivajo, ne vem, to temo, moški, ženska, zdaj ima vidvali seks po slovensko. Narodno-zabavne scene se pa še noben ni dotaknil. Zato sem dobil idejo, da naredim stand-up s harmoniko, ki ga bom izvedel 1. decembra v Velenju. Lahko se pohvalim, da je že vse razprodano, karte so prodane, tako da se neizmerno veselim tega izziva in če imaš čas, lahko prideš. Malo več nam povej, ne? Malo več nam povej, kako si prišel sploh do te ideje? A so te ti stand-up komiki in te prireditve oziroma ti nastopi njihovi, ker jih je kar dosti zdaj poslovili, spodbudili k temu, kako je prišlo do te ideje? Pa dobro, jaz že skozi sem šalivec, izvajam show program, ko nastopam. Stand-up je pa samo še ena stopnička više. Ko, bom rekel, celo zadevo, cel material nekako sistematično urediš po nekih temah, potem seveda vmes bo ogromno interakcije s publiko, muzike, šal, vicev, pač stand-up s harmoniko. Prvi boš v Sloveniji, ki bo imel stand-up s harmoniko. Tako. Imenitna ideja in jaz verjamem, da se bo ta zadeva prijela, ne? Že načrtuješ naprej še druge predstave? Kako, ali rečeš zdaj temu tvojemu nastopu predstava? Ali je to glasbeni dogodek? Kako je to? Ne, to je predstava. Ja, to je predstava. Ja, nič, jaz sem zdaj tako rekel, prvo moramo oddelati to prvo predstavo, potem pa seveda imam cilj in željo, da bi to predstavil tudi širom Slovenije, po drugih dvoranah. Pustimo se presenetiti. Zdaj, moja naloga je prva, da 1. decembra razturam kulturni dom. Ja, se mi zdi, da kar pogumna zadeva, ne? Glede na to, da boš koliko, uro in pol sam na odru, ne? Zdaj, imam jaz enega prijatelja Uroša Kuzmana, ki mi malo svetuje, gremo malo skozi čez program, tako da dobim kak pametna svet od njega. Tudi s komikom Vrličem smo na vezi, on je tudi super komik, tudi z Matjažem Javšnikom se dobro poznama, tako da imam malo, bom rekel, nekako poznam malo ta svet, pa kot sem rekel, jaz sem že skozi bil šalivec, šel program, tudi preko sem imel ansambl, sem jaz bil zadolžen za, ne vem, vice, igre, ne vem, karkoli. Tako da se pravim, ja, res je to kar drzna stvar, ni enostavno biti 1 uro 10, 1 uro 20 pred publiko in jih zabavati. Dobro, jaz se bom seveda oprl na glasbo, na neke projekcije, imam neke slike, na katere se navežem, se pravi, tu razlagam seveda na smešen način svojo pot, kako sem je začel, smešno razložim narodno zabavno sceno, se pravi, to bo veliko smeha,
Tako da, se pravim, žal pa karte so razprodane, tako da... Verjetno je v tej narodno-zabavni glasbi oziroma na tej sceni veliko tako imenovanega uprijemljivega materiala, ne? Marsikaj se dogaja, marsikakšni poizkusi glasbeni in drugačni, ne? Je pa res, da nekako v stand-upu nekako ti svojo zgodbo poveš na smešen način. Recimo tudi Kuzman, ko ima svoje predstave, vse je res. Njemu se je vse zgodilo. Se pravi, on kar pove, to je bilo res. Se pravi, ampak to je treba zdaj zapakirati na en smešen način. Težko si, recimo, izmišljuješ neke stvari, neke imaginarne, neke brez veze. Se pravi, treba je najti tiste, ker življenje je polno smešnih trenutkov. A ne? Jaz sem šel zadnjič v trgovino, pa sem imel ful lep dan. Zjutraj sem vstal, lepo vreme je bilo, super, fajn kosilo, kar imam najraj. Pridem popolno v trgovino, prijem do trgovke, ful dobre vole, sem rekel, 4 žemlje bi. Je rekla, velike ali male? Evo, sem rekel, vedno je neki, ne? Evo. V redu, ja. Če niso trgovke krive, smo pa sami krivi. Ni dolgo nazaj, ko sem jaz lepo si doma zapisal, tole morem, pa tole mi manjka, pa tole še krasno, grem jaz v trgovino z listkom, ne, in vzamem prvo stvar, hočem pogledati, kaj je druga stvar in listka več ni bilo. Prehodim celo trgovino, tudi na tleh listka ni bilo, ne, skratka, konc je bilo s tem nakupom, ne, in potem prijem domov in doma ugotovim, kaj sem pozabil kupiti, ne. Ker vedno je neki, ne. Ja, ker vedno je neki. Ok, se veselimo že tega tvojega dogodka, bova v nadaljevanju še enkrat preletela to zadevo, še mogoče kaj drugega izdala. Tudi naši prvi nocojšnji glasbeni gostje so malo skrivnostni, kar se njihovih gostov tiče na njihovem navihanem koncertu. No, jaz lahko pa brez težav povem, kjer so moji gosti so pa AC/DC, Guns N' Roses, pa Michael Jackson, pa mnogi drugi. In to vse na Fretonu? Vse na Fretonu. Ustani še nekaj trenutkov tule. Jaz odpiram na hitro, oziroma so že odprte naše telefonske linije. Na hitro bom vzel kakšen telefonski klic tistega, ki bo želel sodelovati v naši današnji nagradni igri. Danes se potegujete za prenosni zvočnik V-tak in pa greste pa v Boven, seveda za svojim klicom tudi v naše zaključno žrebanje. 19. decembra se bo to zgodilo, ko bomo podarili robotski sesalec V-tak, ki ga ravno tako podarja prodajalna svetil OK LED iz Mariborske 86. Dober večer. Halo? Nekdo je, pa ga ne slišimo tukaj. Dober večer. Bo čez nekaj trenutkov, ker slišim, da v naši režiji zvonijo telefoni, zato bomo počakali nekaj sekund. Halo? Dober večer. Dober večer. Vi pa ste? Zinka. Zinka. Še telefonsko številko vašo? 041. Ja. 051. Ok. 200. Koliko? 200. Ja. 441. 441. Hvala lepa, Zinka. Lahko noč. In dober večer naslednjemu. Halo? Nekdo se je trudil, ampak je izgubil zvezo z našim studijem, s četrtkovo podoknico v živo. Robert, jaz ti bom tale mikrofonček vzel, pa te kar prosil, če se pripraviš nazaj na svoje mesto, kajti po teh klicih bo sledila vaša naslednja skladba. Dober večer. Halo? Halo? Dober večer. Dober večer. Vi ste? Darko izgriš. Darko? Ja. Številka vaša je? Najprej bi pozdravil gospoda Robija, bivšega soseda, 0-3-1. Takoj bova. 0-4-1. 5-5-0. 5-5-0. Ja, 0-0-2. 0-0-2. Ekola. Robi je sicer že zdaj tam na drugem koncu našega studija, ampak je slišal vaše pozdrave. Bivši sosed ste rekli, ne? Tako. Ja. Včasih z motorjem še vozil okrog s Fretodarco, ja. Ok, in oba srečna in cela prišla domov, ne?
Še vedno, ja. Ja, dobro, hvala lepa. Gremo še zadnji telefonski klic, prosim. Alo? Ja, dober večer. Bog daj. Vi pa ste? Jože. Jože, še vašo številko rabim. 051 Ja, 6 3 nič Ja. 338. 338. Ja, zadnja številka. Ok, hvala lepa. Servus. Srečno, adijo. Takole, dovolj za enkrat, v nadaljevanju še sledijo telefonski klici in pa sodelovanje v naši nagradni igri. Zdajle pa še enkrat Robert Goter trio. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja. Domače. Izletniška kmetija Mirnik. OK LED prodaja svetil in vseh vrst žarnic. Nudijo svetovanje in projektiranje.
Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale in druge poslovne prostore. OK Let, Mariborska 86 v nekdanji poslovni stavbi Emo. OK Let, ko svetloba spregovori. Oprema za čebelarje, čebelji pridelki, medeni izdelki, kozmetika, darilni program, svetovanje strankam. Vse to in še več je trgovina Čebelca v Gosposki ulici 3 v Celju. Vsi čebelji pridelki in medeni izdelki so slovenskega porekla. Dobrodošli čebelari in vsi, ki radi uživate čebelje pridelke in živite z naravo. Pozabi vas nikdar, ta stari čebelar. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Avtoceleja je podjetje, ki se uspešno ukvarja s prodajo in servisiranjem vozil znamke Peugeot. Njihova dejavnost je tudi prodaja, servisiranje, prodaja nadomestnih delov in dodatne opreme vozil Peugeot, odkup in prodaja rabljenih vozil, kleparska in ličarska popravila vozil, cenitev rabljenih vozil, sklepanje avtomobilskih zavarovanj, ob nakupu novega ali rabljenega vozila ter skuterjev Peugeot pa uredijo tudi ugodno financiranje. Družinsko podjetje Avtoceleja, ki ga uspešno vodi že 3. generacija družinskih članov, sledi njihovemu motu: zadovoljen kupec je naš uspeh. Želite navdušiti svoje goste in zaključiti leto malo drugače? Prava izbira je Vila Herberstein, kjer v izjemnem ambientu ustvarjajo nepozabna kulinarična doživetja. Izbirate lahko med odličnimi dnevnimi kosili, bogato ponudbo hišnih specialitet ali posebno prednovoletno ponudbo za skupine. Prepustite se izkušeni ekipi Vile Herberstein in zaključite poslovno leto v njihovi družbi. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Takole, midva sva ta čas, ko ste vi gledali naše oglase, z Robertom tule malo klepetala
in seveda se pogovarjala o tej zadevi, ki bo zdaj, kdaj si rekel, 1. decembra v domačem kraju. Prvi stand-up z diatonično harmoniko, ali narodni stand-up, kako se to pravo reče? Prvi stand-up s harmoniko. Prvi stand-up s harmoniko, ne. Zdaj, kdo je pisal? Si sam pisal scenarij, režijo? Ja, scenarij delam sam, že skoraj pol leta, to je kar res velik projekt. No, se pravi, Uroš Kuzman mi svetuje kako šalo, z Vrličem smo se tudi že dobili 3-krat komiko Vrličem. Drugače pa, se pravim, jaz delam po tem principu, če je meni smešno, pol bo verjetno tudi drugim, ne? Ja. Seveda imaš izkušnje z nastopanjem, odrov je bilo nebroj v tvoji glasbeni karieri, ampak to bo le nek drug izziv, ne? Malo drugače pa bo vse skupaj, seveda, kot samo biti glasbenik na odru. Se neizmerno veselim, se pravim, zdaj se intenzivno pripravljam na ta stand-up. Vsakodnevno dobivam nove ideje, rihtam scenarij, mečem ven, devam not, tako da 1. decembra gre za res. Zdaj približno jaz vem, kako te zadeve potekajo, saj ko sam delam podobne stvari, se mi zdi, da je pri tebi podobno, da imaš neko osnovo, nek skelet, in če se bo, jaz sem trdno prepričan, ta zadeva potem nadaljevala, da bo vsak tvoj nastop drugačen. Tako, neko ogrodje ostane. Se bo zgodilo nekaj nepredvidenega in potem smo zdaj tam, potem smo tu. Je pa tudi res, da imajo ljudje radi, če prideš v njihov kraj, da polomeniš, ne vem, njihove posebnosti, njihov kraj, njihov hrib, njihov, ne vem, karkoli. Njihovega župnika, recimo, ja, seveda. Ljudi, ki so tako in drugače na precepu skozi celo leto. Tako, pa vedno je fajn pri stand-upu, da se dotakneš kakšne tekoče teme, kar je, ne vem, sveže zadnjih, ne vem, 2, 3, 4 tedne, kar se dogaja in to vklopiš, je tudi zmeri fajn. Načeloma pa naj bi zgodba bila en prelet tvojega glasbenega ustvarjanja, delovanja od malih nog pa do danes, ne? Tako. Krasna zadeva in jaz se že veselim, ne te prve, ampak že tvoje naslednje, ker sem trdno prepričan, da jih bo ogromno. To je samo ena stvar, kar se tvojih načrtov tiče, kaj pa ima Robert Goter še drugega v glavi za bližnjo prihodnost? Ja, ogromno tudi učim, to počnem že od leta 93, 26 let že učim harmoniko, tako da me časih kjer vpraša, če se mi že kaj pozna, pa se še kaj držim, no. No, se pravi, učim harmoniko, drugače, se pravi, ukvarjam se z glasbo, z nastopi. No, pa seveda je ena velika novost, kar je še v tej oddaji nisem povedal, je tale Goter harmonika. 4 leta imam svojo harmoniko, izdelujo jih v Italiji, po mojemu načrtu. Imel sem že par let to željo, da bi imel svojo harmoniko, kjer bi bile seveda vse moje želje upoštevane, kot dizajn, kot tehnično, kot glasovno. In moram reči, da sem zelo zadovoljen, smo se odlično jeli z Italijani in moram reči, da je vsaka harmonika še boljša. Super. Držimo pesti in navijamo za tebe, naj ta prvi stand-up s harmoniko odlično uspe. Tako, jaz sem si za to priložnost začel puščati tudi brke, tako da 1. decembra se bo že bolj videlo, a ne? Tako da to je tudi... Samo brke, brez brade? Samo brke. S kakšnim posebnim razlogom verjetno, ne? Ja, ampak to bojo ljudje izvedeli prvega. Robert, hvala lepa. Ta mikrofonček samo še vzamem, da nam ga ne boš odnesel v sabo in kar izvoli na svoje mesto, kajti Robert Goter trio bodo nocoj zaigrali še 2 skladbi, zdajle je na vrsti prva in izvolite.
Takole, dragi prijatelji, mi pa smo pri tistem delu naše oddaje, ki se je reče predlogi za vižo tedna. Danes začenjamo nov krog glasovanja, najprej seveda 3-krat za tedensko zmagovalko, za tedensko vižo tedna in kasneje, tako kot smo in ste že navajeni, 4. teden glasujete za vižo meseca. Pa poglejmo 3 nocojšnje predloge. In na koncu smo kot eno, nekaj nam je skupnega. Pisem lepa in slovenska, ki prihaja iz srca. Kdo je boljši, sploh ni važno, ker smo veseljaki vsi. Sem nam dušo in postavo, naša narodna krasi. Ti si kriva, da hodim zbrojen iz vokala na vokal. Ti si kriva, da za sekundo sem polnoči le zaspal. Od tega hujše pa je zavjoki na drevo, ker pred oltar te odpeljal jutri drugi bo. Kje so tiste pesmi, ki jih je ded igral? So odšle v pozabo, s tem, ko je on zaspal. Kje so tiste pesmi, jih res utišal je čas, vendar brez njih je prazen moj svet, zato igral jih bom jaz. Takole, še enkrat poglejmo, za koga lahko glasujete nocoj. Prvi predlog ansambl Upanje. Kdo je boljši? Drugi predlog ansambl Gadi, Ti si kriva in tretji predlog Vera in originali, Kje so tiste pesmi? 090 936 125, po pisku pritisnete 1, 2 ali 3 za prvi, drugi ali tretji predlog. Vsi, ki boste glasovali za katerikoli predlog, pridete v poštev za žrebanje, ob koncu oddaje podarimo en CD in sicer ansambl Generacija ga podarja, CD z naslovom Most do sreče.
Takole. Robert Goter Trio se poslavlja od nas, z nami pa so še vedno navihani muzikanti. Govorimo danes seveda v prvi vrsti o dogodku, ki se bo zgodil prav kmalu, navihan večer, že 7. po vrsti. In predno Žiga midva še ponoviva kakšno zadevo, pa mogoče izdava še kakšno zadevo. Sem prej videl, da ste kar zelo skrivnostni, ne? Ja. Zakaj? S posebnim razlogom? Ja, ker je res večer presenečen in smeha in zabave, tako da tisti, ki želi videti, kaj se bo dogajalo, ne pride v soboto na koncert. Ok, dobro. Ja, naše telefonske linije so že odprte. Zdaj v tej zadnji rundi sprejmem še nekaj telefonskih klicev, zapišem imena in številke in potem, kar se klicanja tiče, bomo za nocoj zaključili. Čez nekaj časa pa bomo namenili nekomu tale krasen prenosni zvočnik VTAC, ki vas bo seveda razveseljeval z glasbo, ki jo boste predvajali preko YouTubea. Tako da je to zelo lepa in vredna praktična nagrada, ki jo podarja OK LED iz Mariborske 86, prodajalna svetil, prav tako pa prodajalna svetil OK LED podarja tisto glavno nagrado, robotski sesalec VTAC, 3 v 1, torej ta robot sesa, suho briše in pa mokro briše. Skratka, imenitna zadeva. Mi smo ga testirali tukaj v našem studiu, res zelo uporabna stvar. Zdaj pa nekdo že z nami na telefonski zvezi. Dober večer. Dober večer. Vi pa ste? Kako vam je ime? Sonja iz Žalca. Sonja iz Žalca. Ja, telefonsko številko še rabim, gospa Sonja. 031. Ja. 256. Ja. 943. 943. Hvala lepa. Lahko noč. Lahko noč. Ne vem, če imamo koga ta trenutek, verjetno ne, bomo počakali še nekaj časa. Ta čas, Žiga pa midva se lahko posvetiva še enkrat temu vašemu navihanemu večeru. Rekli ste, da ne bo prav gotovo pestro zanimivo. Koliko časa ljudje lahko pričakuje, da boste vi in pa vaši glasbeni gosti zabavili na odru? Ja, programa imamo nekje 2 urice, 2 urice 15 minut, tako da tiste 2 ure bo res tisti pravi navihan večer. Kar je seveda optimalen čas in krasna zadeva za en tak glasbeni dogodek. Nekateri pač pretiravajo, ni dolgo tega nazaj, ko mi je en glasbenik zaupal, da so imeli 3 ure in pol, pa še malo več, to se mi zdi kar naporna zadeva. Boljš, da imaš malo krajše in bolj zanimivo. Se popolnoma strinjam. Jaz verjamem, da bo tudi letos vaša dvorana nabito polna, tako kot je bila vsako leto do sedaj. Povejva za tiste, ki mogoče tega ne vedo, da to pripravljate v vašem domačem kraju. Ja, tako je. Jaz in naš basist Jure prihajava iz občine Tabor in tako je v tisti naši dvorani Dom krajanov Tabor pripravljamo ta navihan večer, že kot smo rekli 7. po vrsti, tako da je že kar tradicionalen. Vsako leto je bil poln in tudi jaz upam, da letos napolnimo dvorano. Brez dvoma. Žiga, jaz ti vzamem tale mikrofonček, te kar prosim, da se počasi skupaj z svojimi člani ansambla pripravi za naslednjo skladbo. Jaz počakam še samo nekaj sekund, če nas kdo zdajle dokliče, če ne, pa smo zaključili z nocojšnjimi telefonskimi klici in bomo seveda izmed teh, ki ste nas poklicali, ob koncu daje nekoga izžrebali. Če je nekdo še z nami oziroma če se je primislil, pa nas zdajle še v nekaj sekundah pokliče, potem mu voščim dober večer. Fantje mi odkimavajo, da se nič ne dogaja na naših telefonskih linijah, zato bom rekel konec za danes in nadaljujemo z telefonskimi klici zopet prihodnji četrtek. Zdajle pa zopet dajem besedo našim osrednjim glasbenim gostom, navihanim muzikantje. Izvolite. Fantje, kupite srečke, vsaka dobi. Če je na njej tvoj poljubček, kupimo si. Samo tako boš izvedel, kaj si dobil. Da jo boš odvil. Pojdiva
Daj si zaplesat, polkico to. Dokler se srečne prodam van, žal ne bo šlo. Če vse do konca plesala, z mano boš le. Jaz pokupim vse. Po žepih malo pobrskaj, zberi drobiš. Če bom bicikel zadel, pijačo dobiš. Je že tako, da je srečo treba delit. Ne se zdaj jezit, bi mi prišel za to lažbo, prav en objem. Glej, tam me kličejo k mizi, pa kar grem. Počakaj, vem, da bom srečno roko imel. Eno bom še vzel, je sreča skrita bila. Nekje v kotičku srca sva se pogledala, takoj sva videla, lahko bi dober par bila. Zdaj sreča nama cveti, ljubezen vroča gori. In vsak dan znova sva dobite glavni drug za drugega. Loterija, vendar midva sva brez obidnega listka srečo našla, čarobne nitke zvezale, s tabo so me, to ljubezen je sreča skrita bila. Nekje v kotičku srca sva se pogledala, takoj sva videla, lahko bi dober par bila. Zdaj sreča nama cveti, ljubezen vroča gori. In vsak dan znova sva dobitek glavni drug za drugega. Zdaj sreča nama cveti, ljubezen vroča gori. In vsak dan znova sva dobitek glavni drug za drugega. Ta bila pa partizanska še bolj, veš. Kaj znaš kako cerkveno? Znaš kako cerkveno? Kaj se lahko, cerkvene se lahko zdaj na frajtoner se špilajo? Jaz sem včasih orglarov v cerkvi, veš. Ja? Tako da znam kako. Ti videla, da je znam? Ti videla, tam dobro, nema zdaj mi te cerkvene tu, vse veš. Sam vse imajo tete cerkvene, imajo tudi kakšne drugo besedilo gor na jih naredijo. Veš, to sem že jaz tudi čul, take kozlarije, ne? Ja, samo to pa, to vse veš, to ni za tu, da bi to po televiziji, to mi ne govorila. Ne, to ni najbolj. Vse veš, da ne bi kak župnik, veš, pa hitro kaj za ne. Zdaj sem malo čul, da je teten Vatikanu slabo kaže, veš. Ko pa? Ja, so zabredili v take, bi rekel, v slabo finančno stanje. Ja. Sem un dan tega našega Rodeta poslušal, veš. Res, pa je govoril kaj? Ja, so ga Ja, on ima tak skozi problem. Ja, so ga malo prašali, jele, ko se veš, vedno tu pa tam zmanjkajo kaki milijoniki, ne, pa so ga tam prašali za te zvon 1, zvon 2, jele, 500 milijonov je pa nekam zmanjkali. Ja, je pa rekel, da ne se neč ne vnegamo zaradi tega, da je bila to sam ena manjša napakica. Tako da jaz... Ko bi meni ratalo tako napakico narediti. Ja. Pa dobro, pustimo zdaj to, ampak ne boš misliti, da samo tudi te glavne moje probleme, gor pa Vatikan, pa to te Rode, pa to. Tudi naš župnik ni kar takle.
Veš, kaj se ima prejšnjo nedeljo zgodilo? Ko? Tiste majojke, veš, ko ima tudi tist, ko ima ta glavni obred pri maši, pa tista majojka, ko je bila voda, tista je bila polna, ko je bilo pa vino pa prazno, veš. Si je ded pozabil prej naliti, veš. Te pa, ko je videl, da vina ni noter, ne moreš ti obreda brez vina narediti. Je pa videl, da vina ni noter, je pa tja noter takle pokazal, ko ima micko noter, mi rečemo žagar tam, veš. Ja. Pa se krišti, ali kak se reče, zakrišti, ali kak se reče, tam noter ti žagar, ne. Je pa pokazal takle micki hitro, da mu je vina zmanjkalo, ker micka to en cajt gruntala, veš, je pa babnica pogruntala, veš. Te pa župnik je takle pokazala, takle. Župnik to nič ni vedel, za ko se gre, veš. Pa hitro to on tisto dela mašo naprej, kar brez vina, pol naredil samo z vode. Mogel se kisto drži, ampak je naredil do konca mašo s istoj vode. Poj pa on to naredi, pride nazaj in rekel, Mica, jaz sem ti lepo pokazala takle, da mi je vina zmanjkala. Rekla, gospod župnik, sem jaz takoj pogruntala, kaj vi radi. Pa sem vam tudi nazaj takle pokazala, če vam prinesem belega, rdečega, rito znojčana. Tak simbol je to imela naša Mica. Veš, cel krog tetih župnikih so razne take zgodbe, veš. Jaz vem, enkrat je tudi bil en ginekolog je bil, no, ker nima nič zveze z župnikom, tako direktno nima, tako indirektno morbit ima kaj, sam ne bom se jaz v to spuščal, no v glavnem in je tet ginekolog petek mogel nujno nekam jet, je pa enega svojega kolega fehto, je rekel, ali bi ti mjen mal preskočil na pomoč, pa bi šel petek dežurat moja ambulanto, tak imam sam do 12 ofjen, ne, sej ponovadi nobene babnice v petkih ni, veš, samo veš, ker imam pa delovni čas, pa more to biti ofjen, je rekel, ja veš, da ti bi šel to narediti. Pa gre tet kolega v ambulanto, cel dopoln nobene, o pol 12 se nuet prekaže na mamca, nek 75 let stara prav, ja dober dan mamca, ko pa vi? Je rekla, sem prišla na tote pregled k vam, vete? Oj, Jezus je mislil, pa v pol 12, dober je, vsete se dol, pa da mi dva to zrihtama. Jo djed pregleduje, takle noter, veš, v ne gleda. Je rekel, mamca, imam krasno novico za vas, noseča ste. Kaj je rekla? Prav noseči ste, Jezus, baba kar kiklo pod pajzdo, hovjok, pa ven z ambulante. Pride te djed domu, pa ga babnica praša, rekla, kaj si nadomeščil unga kolega tvojega, prosim, in kak je bilo, si imel gužvo. Aj, je rekel, do pol 12 nobjene, pol 12 pride na 75 let stara, no, je rekel, vdova že 12 let. Sem jo pa preglejeval, sem jo pa mal nasral, veš, sem jo rekel, da je noseča. Je rekel, Jezus, je ko pa una. Jezus, je rekel, baba kar kiklo pod pajzdoho, vjok pa van. Je rekla, pa ti si pa zmešan. Pejt hiter taj jej domu, pa ji povej, da si se heco, veš, da se bo baba sekirala, ko si zmešan ti, ali ka? Te pa gre ti je taj poterka, je rekel, dober dan, mamca, čujte prej, vete, ko ste vi bila pri meni na pregledu, vi niste noseči, jaz sem se sam mal heco. Je rekla, prepozen, prav ni prepozen, niste noseči, vete, hec je bil to hec. Je rekla, prepozen, je rekel, ko je prepozen? Je prepozen, je rekla, župnik naš se je živ beso. Pod krošnjo divje češnje dobiva se zvečer, da skupaj podešiva pomladni sine mir. Ko na okoli mraz je, tu nama je toplo. Kotiček ta skrivnostni ni seglo še oko. Studnja pomladni
sonce nas ogreje spet, ko imam te rad in najin vas je svet. Pod krošnjo divje čišnje, spomladi se budi, trobentice in zvončki upojno zadehti. Od rožic najbolj bujna, pa meni ti se zdiš, v pravlični lepoti privlačno zadišiš. Pomlad, za mlade je zaljubljene, saj prav takrat nam zaigra srce. Zgodnja pomlad, ko sonce nas ogreje spet, ko imam te rad in najin vas je svet. Takole, Žiga, ob koncu morava medva dodati še eno zadevo. Zdaj, omenili smo tale prvi vaš glasbeni dogodek, omenili smo, da počasi pa vztrajno prihaja vaša 10. obletnica, da si želite dokončati prihodnje leto CD. Kje se vidite čez 10 let? Skoraj 10 ste že zdaj na glasbeni sceni. Vztrajate, kljub težavam, rekel si težavam, v narekovajih seveda, kljub ostalim obveznostim, tako moram reči. Po službah ste... Ja, tako, pa vsak za sebe že počasi stanovanje in tako naprej. Ja, čez 10 let mislim, da jaz upam, da bomo zdržali skupaj, zastopimo se zelo dobro, smo dobri prijatelji, tako da mislim, da bomo ustrajali še naprej z glasbo in igrali še teh naprej. Ste si pred 8 leti upali misliti, kje boste danes? Ne. In si danes upate? Nismo si mislili upati, ampak smo pa želeli. In nam je to uspelo, ker smo res se našli skupaj ta pravi štirje in rinemo naprej in bomo sigurno še. Se mi pa zdi še nekaj pomembnega to, da vem, da ste polni nekih svojih glasbenih idej in te ideje boste prav gotovo upeljali v svojo glasbo v prihajajočih letih. In tukaj se mi zdi, da dobiva ansambl na svoji veljavi, če pelje eno svojo zgodbo. Tako je, Navihani muzikanti se trudimo, da je večinoma skladb naredimo sami, večinoma je to naš harmonikar Domen, tisti glavni, ko s pesni in napiše kaj novega in tudi naša Melita Jure, vsak po malem, tako da večinoma veliko sami ustvarjamo. In snemamo tudi domno, doma ima svoj studio in tako da vse imamo v svojem. Super, jaz držim pesti, da vam teče gladko, čim bolj gladko na vaši glasbeni poti vse, česar se boste lotili, predvsem pa držim pesti zdaj za tale vaš 7. navihan večer. Naj bo res prava fešta, naj ljudje doma odhajajo polni dobre volje, dobrih vtisov in jaz ne dvomim v to, da jim boste podarili res lep glasbeni večer. Tako je, mi se bomo sigurno potrudili, tako da pridite, uživajte in ne bo vam žal. Ok, hvala lepa. Prosim, če greš kar na svoje mesto. Še eno stvar moramo zdaj dokončati. Jure, predno se lotiva tele pomembne zadeve, podeliti morava tale prenosni zvočnik. Jaz sem prej, ne vem, če sem prav povedal, ko sem rekel, da mi Jure
leti po glavi, zato ker je toliko star kot naša oddaja, ne? Vaš harmonikar je toliko Tako, star, ne? naš harmonikar, jaz sem letnik 92, ja, on je pa malo mlajši, no. On je pa malo mlajši, tako da ti si pa že malo čeresni, ampak se to ni pomembno. Mi dva, ker smo pač moška, se lahko v letih pogovarjava brez kakršnih koli zadržkov, ne? Zdaj te pa prosim za pomoč, da zamešiš, stran pogledaš oboje, premešaš tele lističe, tukaj noter izvlečeš enega in nekomu podariš današnjo obljubljeno praktično nagrado. Da vam srečno roko, ne? Ok. Pa kar odpri listič, pa ga prosim pokaži na kamero. Sonja je dobila tale prenosni zvočnik, gospa Sonja, iskrene čestitke, vsi ostali in tudi gospa Sonja greste v boben za zaključno žrebanje za robotski sesalec Vetak. Gospa Sonja, midva pa se takoj po oddaji slišiva, da se dogovoriva vse potrebno za dvig vaše nagrade. Hvala Jure, hvala vam in izvolite. Popoldne in hladen vetrič pod krošnjami starih dreves. Ljubca v gaju, brstenje v maju, poslušava ptiče žgolit. Najprej malce sproščeni klepet, kako lepo je živet. Gradiva načrte, tvoje oči so zazrte v serijo mojih besed. Pa sva sanjala vikend na morju, gradila bajto v Zagorju. Tako lepo je sanjati v dvoje, a ni res, to ni res. Ko so lipe cvetele in bil je lep maj, sva šla na sprehod v gaj. Ko so lipe cvetele in je bil maj, sem na klopci obljubil ti raj. Postala si živčna, kasneje še zbirčna, počasi izgubljam te. Pa sva sanjala vikend na morju, gradila bajto v Zagorju. Nato pripeljal se on je z BMW-jem in si šla, si odšla. Ko so lipe cvetile in bil je lep maj, sva šla na sprehod v gaj. Ko so lipe cvetile in je bil maj, sem na klopci obljubil ti raj. Ko so lipe cvetile in bil je lep maj, sva šla na sprehod v gaj. Ko so lipe cvetile in je bil maj, sem na klopci obljubil ti raj. Ko so lipe cvetile in bil je lep maj, sem na klopci obljubil ti raj. Postal je spomin na maj. Domače. Izletniška kmetija Mirnik. OK LED prodaja svetil in vseh vrst žarnic. Nudijo svetovanje in projektiranje. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale in druge poslovne prostore. OK LED, Mariborska 86 v nekdanji poslovni stavbi Emo. OK LED, ko svetloba spregovori.
oprema za čebelarje, čebelji pridelki, medeni izdelki, kozmetika, darilni program, svetovanje strankam. Vse to in še več je trgovina Čebelca v Gosposki ulici 3 v Celju. Vsi čebelji pridelki in medeni izdelki so slovenskega porekla. Dobrodošli čebelari in vsi, ki radi uživate čebelje pridelke in živite z naravo. Pozabi vas nikdar, ta stari čebelar. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. Borza nepremičnin. Nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Avtoceleja je podjetje, ki se uspešno ukvarja s prodajo in servisiranjem vozil znamke Peugeot. Njihova dejavnost je tudi prodaja, servisiranje, prodaja nadomestnih delov in dodatne opreme vozil Peugeot, odkup in prodaja rabljenih vozil, kleparska in ličarska popravila vozil, cenitev rabljenih vozil, sklepanje avtomobilskih zavarovanj, ob nakupu novega ali rabljenega vozila ter skuterjev Peugeot pa uredijo tudi ugodno financiranje. Družinsko podjetje Avtoceleja, ki ga uspešno vodi že 3. generacija družinskih članov, sledi njihovemu motu: zadovoljen kupec je naš uspeh. Želite navdušiti svoje goste in zaključiti leto malo drugače? Prava izbira je Vila Herberstein, kjer v izjemnem ambientu ustvarjajo nepozabna kulinarična doživetja. Izbirate lahko med odličnimi dnevnimi kosili, bogato ponudbo hišnih specialitet ali posebno prednovoletno ponudbo za skupine. Prepustite se izkušeni ekipi Vile Herberstein in zaključite poslovno leto v njihovi družbi. Takole, poglejmo, kako ste glasovali nocoj. Takole ste se odločili in največ glasov namenili tretjemu našemu nocojšnjemu predlogu, Veri in originalom, kje so tiste pesmi, naslov skladbe, s katero so se vse na kratko nocoj predstavili. Jo boste pa to skladbo seveda videvali vsak večer na naši televiziji do prihodnega četrtka, do naše prihodne oddaje, ker je ta skladba seveda postala viža tedna, ta teden. Janez Grubar pa je dobitnik obljubljene glasbene nagrade.
ansambel Generacija mu podarja CD ploščo z naslovom Most do sreče. Hvala lepa navihani, da ste bili nocoj z nami in seveda vse dobro želim najprej na vašem navihanem večeru, kot rečeno, in seveda da tudi na vaši nadaljni glasbeni poti. Hvala lepa za nocoj. Hvala lepa pa tudi vam, dragi prijatelji, da ste bili v naši družbi. Bodite z nami spet prihodnji četrtek. Lahko noč. Ta naša fontana povsod je poznana, vsi mladi in stari oblegamo jo. V pipcah ni vina, pa vendar je fina, vsaj v njej se pretaka zeleno zlato. Že dolga stoletja, nešteta poletja, Savinjčan si željo rad s pivom gasi. Ko volje je prave, pozabi težave, pa punce v žalec povori kar tri. Fontana zeleno zlato, na svetu še takšne ni bilo. Obiščite kdaj Savinjski taraj, da s pivom nazdravimo. Fontana zeleno zlato, dolino krasi prav lepo. Zapojmo na glas, uživajmo čas, ki nikdar se vrnil ne bo. Igral je srček pri pivski fontani, samo še za me. Res čudež je stvarstva, središče hmeljarstva, to mesto navduši prav vsako srce. Fontana zeleno zlato, na svetu še takšne ni bilo. Obiščite kdaj Savinjski taraj, da s pivom nazdravimo. Fontana zeleno zlato, dolino krasi prav lepo. Zapojmo na glas, uživajmo čas, ki nikdar se vrnil ne bo. Krasi prav lepo, zapojmo na glas, uživajmo čas, ki nikdar se vrnil ne bo. Zapojmo na glas, uživajmo čas, ki nikdar